Zdravo, jaz sem Anže s Klicajem, to je podcast Tehnična podpora, ki ima seveda tudi obrazec, vprašan Žeta, s Klicajem, ki je v zapiskih. Hvala vsem, ki jo sprašujete, hvala tisti, ki še boste. Pridite tudi v Discord, tudi ta povezava je v zapiskih. Tokrat ena tema, potem pa še kakšno vprašanje. Valve, podjetje, ki je začelo z stvarjanjem iger, in ko rečem iger, najbrž ena najboljših iger vseh časov, to je Half-Life, je potem naredilo svojo trgovino na oknih za kupovanje iger, ki se ji reče Steam. In Steam je potem počasi in potem kar naenkrat zelo na hitro postala največja trgovina za igranje iger. To je pač nek program, kjer lahko kupiš igre, nekako so poenostavili ta spletni nakup, da se igre posodabljajo, da jih namestiš, da jih najdeš. Konstantno imajo tudi akcije, ki jih potem jaz gledam in nabavljam stare igre po 1 evro ali pa po 3 evre, ki jih nikoli ne bom igral, ampak si lažem, da jih bom igral, to najbrž vsi delamo, ki imamo Steam. Res grem staviti, da se marsikdo, ki tole zdaj posluša, lahko poistoveti s tem početjem. No, Valve je pred leti, zdaj že lahko rečem, pred parimi leti, predstavil pa Steam Deck. To je bila pa taka konzola, ročna konzola za igranje iger, na kateri teče njihov operacijski sistem, ki se mu reče Steam OS. In je bil kar hit. To sva tudi z Marušo pokrivala v Odbita dobita, ko je bil gost Luka Marčetič, ki ga je takrat naročil in ga tudi eden prvih dobil, tako na svetu, med prvimi je bil, ki ga je dejansko dobil. Smo se malo pogovarjali in od takrat je Steam Deck, mislim, da samo še pridobil na popularnosti, ker je bila to konzola, ki je, se pravi, omogočila igranje PC iger, se pravi iger, ki so bile narejene za računalnike, za okna, do tega še pridemo. Namreč Valve se je pa odločil to zapeljati malo drugače in SteamOS je v bistvu Linux, pravi ta protokodni operacijski sistem. Potem je pa Valve naredil še eno plast vmes, ki prevaja igre, se pravi, ki so bile narejene za okna, da tečejo gladko na Linuxu. Seveda prednost tega operacijskega sistema je, da je namenjen samo in le igranju iger, do tega tudi če prijemo. Ampak kaj je zdaj novega, Anže? Zakaj govoriš o 2 leti stare konzoli od Valva? Ker je Valve predstavil nove konzole, naprave, bomo rekli, za igranje iger, ki so pa zelo zanimive. Tudi vso poročanje, ki sem ga do zdaj prebral in videl, težko je skriti navdušenje, ko ljudje o teh rečeh govorijo. Sveda nič še ni prišlo bo ven leta 2026, tudi cen se ne ve. Ampak najbolj pomembna od teh je Steam Machine, novi, v bistvu Steam Machine, taka kocka, ki je narejena, da jo daš ob televizijo, jo povežeš s televizijo in potem na njej igraš še enkrat PC igre. Ne gre za konzolo, kot sta PlayStation ali pa Xbox, kjer so igre narejene prav za tisto konzolo. Gre v bistvu za tak računalnik, ki je pa zapakiran v neko obliko, ki je dosti bolj prijazna do človeka. Spravi, ne gre za računalnik, kot je igričarski PC, kjer se mora z njim malo saj ubadati, saj vedeti, kaj kupiti in načeloma potem vse skupaj igraš na računalniku. Seveda tisti, ki znajo, potem to priklapljajo na TV. Ampak tukaj gre za to, da probajo ta PC model nekako zelo približati enostavnosti uporabe, ki jo imajo konzole. Konzole so seveda tako narejene. Poglej, kupi sem konzolo, priklopi se me na TV, najbrž z enim kablom, to je HDMI kabel. Potem je nekako ožgem, ima kontroler in vse skupaj deluje. No, na to stavi tudi Valve z Steam Machinom. To jim je že uspelo pri Steam Decku, se pravi, tisto je šlo za prenosno konzolo, tukaj so pa nekako ta računalniček zapakirali v neko tako lično škatlico, kjer je sprednja stran celo jo je možno okrasiti, se pravi, različni paneli gre lahko na sprednjo stran. Ampak gre predvsem za to, da so se potem odločili zadevo tako podpreti, da ja, ko jo priklopi, se poveže z televizijo, CEC deluje, to so tisti, kjer lahko je prižge TV, ugasne TV in vse ostalo. Ima tudi kontroler, ki je zelo zanimiv, o tem mogoče malo kasneje. In pa spet vse skupaj žene SteamOS. SteamOS je zanimiv še enkrat zaradi Linuxa, potem pa zato, ker je to ogromna knjižnica iger, novih, starih iger. Seveda čisto vse ne delujejo na SteamOS-u, se pravi vse PC igre, ampak Valve to knjižnico vedno bolj širi, ker se nekako trudijo, da bi bilo čim več starih iger kompatibilnih z njihovim operacijskim sistemom. Zdaj, ena stvar, ki je tukaj zelo zanimiva, je to, da tukaj praktično popolnoma odpade Microsoft. Microsoft sicer ima absolutno dominanco, kar se igranja iger tiče, tudi če pogledaš statistike
koliko ljudi uporablja okna, ko igrajo igre, recimo preko Steama so številke okoli 95%, ne vem, kakšna je zdaj ta zadnja, ampak resnično ne gre za nič drugega kot pač popolno dominanco. No, Steam Machine bi poznal mogoče celo zelo premeša te štrene, saj po uspehu Steam Decka, še enkrat ne vemo cene, govori se okoli 800 €, kar nekako je saj primerljivo z najzmogljivejšimi konzolami te generacije, se pravi, to je PlayStation 5 Pro, ampak nihče zares ne ve cene, to vsi samo ugibajo, oziroma ne bom rekel ugibajo, upajo, da bo takšna cena. Steam Machine ima tudi svoj kontroler, ki ima gor 2 drsni ploščici, tako da lahko uporabljaš ga tudi kot miško. Zakaj? Zato, ker načeloma računajo na to, tako kot na Steam Decku, ki ima tudi te drsne ploščice, ne, da bodo ljudje hoteli igrati tudi kakšne starejše igre. Predvsem je pa tukaj zelo pomembno to, ne, zdaj, ko razvijalec naredi igro za računalnik, ne za PC. Jo naredi tako, da nekako pričakuje, da bo človek imel vsaj miško in tipkovnico in so potem tudi kontrole v sami igri temu prilagojene. Ne. Zato so vedno tudi konzolne igre posebna razvijalska veja. Ne. Tudi če ena igra izide za več sistemov, se razvijalci zelo potrudijo, ko gre za konzolne različice, že zato, ker konzole pač nimajo miške in pa tipkovnice in se igra samo s kontrolerjem. Potem morajo vse kontrole na teh kontrolerjih nekako delovati, ko premikaš strička, voziš avto in vse ostalo. Zato je do zdaj načeloma tudi bilo tako, da je bilo zelo težko igrati igre, ki so bile narejene za PC, kot ne, na televiziji, zato ker nekako kontrole niso nikoli zares delovale. No, Valve to rešuje tako, da je za ta njihov kontroler, ki moram reči, da res gleda zelo zanimivo, pejte si ga pogleda, seveda sem dal vse v zapiske, ta njihov kontroler ima možnost profilov, ki jih lahko skupnost ustvarja, se pravi tudi za neke mogoče prastare igre iz davnega leta 2003, recimo, se lahko nekdo potrudi, pa vse kontrole, se pravi soupravljanje v igri prenese nekako na kontroler in potem ti, jaz bi pa igral to igro, se to samodejno prenese na Steam Machine in ti to pač igraš. To so tako sliši kot neke malenkosti, ampak v take podrobnosti je potrebno iti, če hočeš imeti sistem, ki ga bo lahko kdorkoli uporabljal, ker za to tukaj gre. Ker vsi, ki imate izkušnje z igranjem iger PC-jev in nismo več stari 16, ko smo imeli ves čas na tem svetu, ne se ukvarjati s tem računalniki, so konzole kar ugodna reč. No in kot potem ti nekdo pomudi, poglej, to bo pa v bistvu konzola, ki bo igrala vse PC igre in je izkušnja nekako prilagojena temu, da bo ne bo praktično nič ubadanja z temi igrami, ne. To zelo veliko ljudi zanima, zelo veliko ljudi zanima, pa potem še nekdo reče, kdo pa hoče igrati stare igre. Ljudje, jaz mislim, da je kar fair reči, da so igre že tako zrela umetnost, da imajo tako velike kataloge, da so tudi igre, ki so mogoče 20-25 let stare. Če so bile takrat dobre, tudi zdaj vredne igranja, ta trend je več kot prisoten, tako da tudi iz tega vidika nekako je ta Steam Machine toliko bolj zanimiv, ker na konzolah praviloma seveda obstajajo izjeme, tudi zdaj so se začeli ljudje truditi, tako recimo Nintendo zelo svoje zelo stare igre daje na svojo najnovejšo konzolo, recimo Switch pa Switch 2. To prej absolutno ni bilo res, ne. Na PC je pa nekako tako, da če je bila igra enkrat narejena, v teoriji bi morala delovati tudi danes, oziroma saj z minimalnimi popravki, tukaj se pa Valve zelo trudi. Mogoče res še en vidik, ki je zelo zanimiv, pa sem že parkrat ga omenil, je pa, da v tej verigi, ne, ko človek uporablja recimo Steam Machine, nikjer ni Microsofta, ni oken, na nikakršen koli način. Ne. Tukaj gre še enkrat za konzolo oziroma napravo, ki jo priklopiš na televizijo, ne teče Linux, ki je brezplačen operacijski sistem, seveda prilagojena različica, ki se mu reče SteamOS, igra sicer igre, ne, žene igre, ki so bile napisane za okna in za PC-je, ampak Microsoft je nekako popolnoma izvzet iz te enačbe. Kar je zelo zanimivo, ne, se pravi, imamo to podjetje, ki ima dominanco, kar se tiče PC igranja, ko govorimo o računalnikih, v konzolnih vojnah bi človek rekel, zadnja generacija jim ni šla najbolj po sreči. Mislim, da je Sony zmagal, tako so se saj ljudje odločili, ko pogledaš številke prodanih konzol. No, zdaj jih pa v dnevni sobi napada še Valve, v bistvu z igrami, ki so bile narejene za Microsoftov operacijski sistem, ampak Microsoft enostavno popolnoma izločijo. In ker je SteamOS prilagojen samo in le za igranje iger, včasih dosti boljše žene kakšne igre kot okna, ki so pa operacijski sistem, ki hoče znati vse. Ne? To je zelo zmogljiv operacijski sistem, ki res lahko marsikaj počne, nikakor pa ni specializiran za eno ali pa dve reči, recimo. Ne. Kar se je zelo lepo pokazalo, ko je
Microsoft z ROG-jem naredil tisti Ally, ki je v bistvu taka ročna konzola kot Steam Deck in na njem tečejo pač okna in ni bilo ravno najboljše sprejeto. Jaz vse, kar sem videl, je, zakaj ste dali polna okna na to napravo, dajte jih oskubiti, pa boste mogoče imeli kakšen produkt. Sicer se Microsoft tudi v tej smeri trudi, ampak načeloma tako spoliranega sistema, bom rekel spoliran, gremo reči, da je to tehničen izraz, kot ga je do zdaj dostavil Valve z SteamOS-om, ga pač res niso. Na koncu pa še vprašanje, ali je Microsoftu sploh še mar, recimo, ne, za vse, kar se dogaja. Sem poslušal The Vergecast, ta podcast od The Verge, kjer so se o tem pogovarjali, pa je bila zelo zanimiva, no, bom rekel teorija ali pa teza predstavljena, ne, da odkar se je začel ta umetna inteligenčni, v narekovajih, hype, še ena strokovna beseda, ko se je vsa ta norija začela, ne, so vse te ostale divizije v teh podjetjih postale tako majhne, da ne vem, če se šefi na Microsoftu pretirano sekirajo, če se ne bo Xbox oziroma njihova igričarska divizija ne, tako pridno razvijala, kot se je do zdaj. Recimo, ne. Še ena primerjava je bila recimo z Nvidio, ne, ki je včasih živela od grafičnih kartic in je bila usmerjena, absolutno usmerjena samo v ljudi, ki igrajo igre. Najbrž zdaj, ko prodajajo čipe za datacentre podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, je najbrž ta divizija, ki prodaja grafične kartice, se zaokroži v Excelih, ko pogledajo bilanco podjetja. Najbrž res predstavlja zelo majhen odstotek vsega denarja, ki ga zaslužijo. Preden gremo še na eno napravo, ki je Valve predstavil, no samo še toliko. Ja, ne gre tukaj samo za predstavitev neke nove konzole oziroma nekega novega računalnika za igranje iger. Ne. Nora je res, koliko se na tem področju nekako spreminja, zdaj pri igranju iger. Se mi zdi, da je vedno bolj zanimivo. Vse skupaj mislim, da je začel Nintendo s svojim Switchem, ne, ki je bila prva taka konzola, ki je bila močna v narekovajih, ne, dovolj, da je igrala malo bolj resne igre, pa si jo lahko nosil naokoli, zdaj zunaj že Switch 2, ki je še malo bolj resen, ker je pač novejši. Potem je prišel Steam Deck, Steam Decku so sledili, ne bom rekel kloni, ne, ampak zelo podobne konzole ostalih proizvajalcev, ki so načeloma ne, tekle na oknih, ampak se tudi tam že pojavljajo neka partnerstva med Valvom in ostalimi proizvajalci, da bojo delali konzole z SteamOS-om. Valve seveda to vse koristi, ker oni vzamejo 30% od cene vsake igre, ki jo prodajo, ne, tako da jih tudi toliko ne zanima mogoče cena samih konzol, jo lahko prodajajo. Tudi Steam Machine, jaz kar nekako verjamem, da bo okoli tistih 800 €, da se bo prodajal mogoče zelo malo dobička ali pa celo brez dobička, zato ker potem vejo, da bojo ljudje kupovali igre in še enkrat, čisto vsaka igra na Steamu, ki jo človek kupi, Valve dobi 30%. Kaj vse to pomeni za okna? Kje je tukaj Apple, ki se še vedno nekako kvazi trudi, da bi kdorkoli igral na njihovih računalnikih? Sicer so to olajšali, o tem sem že govoril v tem podcastu, ampak mogoče je to najbolje predstaviti z naslednjim izdelkom, ki ga je Valve predstavil, to pa je Steam Frame. Steam Frame je pa izgleda kot naprava za igranje iger virtualne resničnosti, kar tudi je, ampak jo lahko uporabljaš tudi samo kot naglavni monitor in igraš popolnoma navadne igre. Ne, samo da imaš zadevo nekako privijačeno, skoraj rekel, to odpusto. Imaš zadevo na glavi, izgleda nekako tako kot Vision Pro oziroma odmete Quest. Moram reči, da vsi so hvalili, da je bolj udoben, ker ima baterijo na zadnji strani, da se teža bolje razporedi in vse ostalo. Lahko seveda priklopiš na Steam Machine oziroma na kakšno drugo napravo, pa je uporabljaš samo kot monitor, ne samo vidiš igro, igra pa dejansko teče na neki drugi napravi. Ima pa, to je pa tisto, kar je mogoče še najbolj zanimivo, pa to, kar sem prej nekako o Apple govoril, no, pa vsem skupaj. Ima pa tudi možnost čisto samostojnega delovanja, ker je to dejansko tak mini računalnik, ki si ga daš na glavo. Kar je pa najbolj zanimivo, je pa to, da ga žene ARM procesor, o katerih sem velikokrat že govoril v tem podcastu. To so te procesori, ki jih najdemo v telefonih in jih je vedno več, seveda tudi v računalnikih. Tukaj prednjači Apple za svojo serijo M čipov, ki so izjemno zmogljivi in pa predvsem izjemno varčni, kar zelo veliko pomeni, če delaš nekaj, kar boš dal na glavo. No, in ker je to ARM, seveda lahko potem igraš tudi igre, ne, na temu Steam Frameu. Ampak te igre so bile pa narejene že spet za x86, se pravi za okna, ne? Za drugo arhitekturo procesorjev. Se pravi Steam Machine, tista konzola, ki jo daš ob televizijo, ima x86 procesor, ne ARM procesorja, ker drugič gor teče Linux. Na Steam Frameu, se pravi tej na glavni napravi, je pa ARM procesor.
kjer se pa zdaj Valve tudi trudi narediti nek prevod za vse ostale igre. Bomo videli, kako bo to šlo, ampak si upam reči, da mislim, da bojo mogoče kar nekaj energije v to dali, ker so ARM procesori enostavno dosti bolj varčni in ko bo mogoče prišel že naslednji Steam Deck, ne, tukaj zdaj Anže samo ugiba, se pravi ta konzola, ki jo imaš v roki in jo naokoli nosiš, tam je varčnost absolutno primarnega pomena in ima ARM procesor veliko več smisla kot pa x86 procesor in bomo videli, če bo če bo Valve lahko dovolj iger nekako prilagodil, ne, oziroma naredil ta prevodni sloj vmes, ki prevaja igre iz x86 na ARM, da bo tudi to postalo zanimivo. Tako da ja, zelo veliko se dogaja in še en dokaz, ko ljudje vprašajo, kje pa je Intel v tej zgodbi? Ja, ni ga več, ker enostavno ne dela ARMov, mogoče v prihodnosti še kakšna epizoda v Intelu, ker se tudi tam marsikaj dogaja, ne? Ampak ja, x86 kot tak res vedno bolj izgublja. No? Prihodnost je nekako vedno bolj v ARMu in mogoče je ta VR naprava od Valva še en tak mini kamenček v tem mozaiku. Ja, naj še to povem, v Steam Machinu, se pravi tisti konzoli ob televiziji, je pa seveda AMD-jev procesor, ne? Ki je sicer x86, ampak če takole pogledamo, kako dolgo, ne? Mogoče v naslednji različici bo pa to že ARM. Za konec sam naj še ponovim, da to je Valve samo predstavil, še zdaj ne vemo cene, mogoče pa ko zadeve ven pridejo, bojo šrot, se temu strokovno reče. Jaz sicer res ne mislim tako, se mi zdi, da ima ta reč, sploh Steam Machine, kar velike možnosti za uspeh. Jaz sem malo bolj skeptičen pri teh naglavnih zadevah, sploh koliko ljudi hoče kupiti dejansko, ne? Ampak ta Steam Machine zna biti pa kar hitno, bomo videli. Ne, upam, da imam prav, lahko se pa tudi motim. Tako bom rekel. Ja, ne, če vidite to v kakšni novici, kje je, Valve je predstavil neko novo konzolo, ne gre samo za to, da je Valve predstavil novo konzolo, jaz upam, da sem vsaj malo osvetlil to ozadje, kaj vse se v zadej dogaja, kje točno je Microsoft, kaj vse se s procesori dogaja, da se tudi na tem področju zelo, zelo veliko spreminja in je posledično, saj meni, upam, da tudi vam, kaj zanimivega. Zdaj pa še eno vprašanje. Dragi klicaj z Anžetom. Ok, ne ti bo. Imam eno vprašanje, ki pravzaprav ni vprašanje, oziroma mogoče bo na koncu. Poslušal sem tvoje razmišljanje o robotu za $20,000, ki ti pospravlja sam. To je iz prejšnje epizode. Vem, da se ti po eni strani to zdi precej smešno, zakaj bi nekdo vzel robota, ki upravlja delo, ki ga sicer upravlja človek. Meni pa se zdi to odlična rešitev. Največji problem, ki ga imaš, ko enkrat razmišljaš o takšnem robotu, torej, ko imaš dovolj, da si ga lahko privoščiš, je vprašanje zaupanja. Ko v tvoj dom povabiš človeka, ki ti pospravlja, vedno obstaja vprašanje, kaj bo ta oseba prinesla s sabo, kaj morda odnesla in kakšen občutek bo pustila za sabo. Okay. Če pa imaš robota, v katerega se nekdo prijavi nadaljavo, pomeni, da tvoje perilo ostane enako čisto kot prej, ni vnosa tujega, nič človeškega stika, nič nepredvidljivega. To je zame ogromna prednost, še posebej, če si malce bacilofoben ali pa ti enostavno ni prijetno spuščati ljudi v svoj dom. Seveda se zavedam, da pri robotih obstajajo druge nevarnosti, snemanje, zbiranje podatkov, zasebnost, ampak to so po vsej verjetnosti stvari, ki se jih da omiliti, naprimer z omejitvijo gibanja robota na določen del hiše, kjer se opravljajo vzdrževalna opravila. Zato mislim, da bi lahko bila ta rešitev res zelo dobra, ne le praktično, ampak tudi psihološko. Hvala in klicaj. In pa še s klicajem. Se pravi, dvakrat je napisal klicaj, pa še s klicajem. Tako bom rekel, jaz načeloma se čisto strinjam, jaz razumem ta neugodje nekoga spuščati svoj dom, vse te reči, jaz še vedno mislim, da ti človeka pač plačaš, da ti pride nekaj narediti, se pač to nekako more zgoditi in je tukaj neko zaupanje v človeško dobro, da ne bo prišel ti izložil perila, potem podnesel televizije, recimo, ne. Pač, jaz mislim, da tako razmišljanje res mogoče ni najboljša možna pot po življenju. Jaz sem imel zadnjič še en cel odstavek napisane o varnosti kot taki, ne, ko govorimo o teh robotskih služabnikih. In jaz bi takole rekel, ne, najprej kaj pa nadzor, snemanje in vse ostalo. Jaz bi se tega najbolj bal. To bom takoj rekel, jaz mislim, da se tega najbolj zabat. Še enkrat znova mislim, da nam bodo tehnološka podjetja dokazala, da zasebnost ni njihova prioriteta, da tudi varnost na ta način ni njihova prioriteta. Samo spomnimo se vseh pametnih zvočnikov, ki so nam jih dali v stanovanja, ne, če si ga dejansko kupil, potem so prišle ven zgodbe, da
Ljudje poslušajo te mikrofone oziroma posnetke in se jim smejijo in vse ostalo, še kaj hujšega počnejo. Amazonov Ring, se pravi, ko so kupili Ring, te kamere in pa predvsem zvonce za vhodna vrata, ki imajo kamero in so potem gledali posnetke ljudje, ki so tam bdeli nad vsem tem. Zdaj, teh primerov je neverjetno veliko. Tukaj se pa pogovarjamo o robotu, ki ti ga bo človek vodil po stanovanju. Res, tehnološka podjetja si še niso zaslužila tega zaupanja, tako da jaz bi na to absolutno upozoril. Jaz imam potem tam še eno reč napisano. V kuhinji so noži, škarje in še kakšen predmet, ki v rokah odgovornega odraslega z motoričnimi sposobnostmi ni nič posebnega. Ne? Nož je nož, pospraviš ga. Jaz imam otroke. Ko pa dobiš te teroriste v stanovanje, postanejo objekti, ki nikoli niso delovali kot možno orožje za poškodovanje ali pa samo poškodovanje, veliko bolj nevarni. Zdaj govorimo pa o nekem robotu, ki je na edinem posnetku, ki so ga do zdaj dali ven, oziroma ko je pred Joanny Stern probal zložiti 2 kozarca, ali kako je že bilo, v pomivalni stroj in se zraven lomil. Še dobro, da ni bilo recimo, vrele vode na štedilniku, kaj je on to počel. Ali kaj podobnega. Tako da ta varnost, mislim, da ima več vidikov. Res hvala za odziv, ker se mi zdi legitimen pomislek, se mi zdi, mogoče, če pa daš to robotu, nekako računalniku, neki hladni zadevi, ne bo človeških pasti, če nekoga spustiš v stanovanje. Ampak pri tehnologiji obstajajo pa druge in kar se mene tiče, so te dosti večje. Tako da to je to za tokrat. Hvala, ker poslušate. Obrazec vprašanja Anžeta. Dajte kaj vprašati, še kakšen odziv. Hvala vsem, ki ste to že naredili, hvala tistim, ki boste. Discord povezava je tudi v zapiskih. To je to. Do naslednjič. Adijo.